Kar se tiče vstopa v jesen in zimo, je fajn en tak celosten pristop, tako da jaz tudi želim, da si tekom tega webinarja mogoče postavite vprašanje, kje ste vi ali pa mogoče, če ste tukaj tudi zaradi vaših otrok, kje so mogoče šibki. Ker dostikrat v bistvu že z neko vsakdanjo uporabo na področju, ki je pač potreben za posameznika, res omogočimo, da pač celotno telo res v eni taki simbiozi teče in na ta način v bistvu lahko res omogočimo, da telo vstopi tudi v spremembe vremena, ki se pojavljajo, ali pa v obdobje, ko je pač več virusnih in ostalih obolenj, krepek, zato da pač vsega ne pobere oziroma hkrati, če se že česa naleze, da tudi v bistvu telo lažje to predela. Tako da eterična olja so nam v 5 letih, ko jih zdaj uporabljam. Danes sem z vami Maja Čebašek in dejansko se mi zdi res, da v 5 letih smo ugotovili to, da če olja zmerno, enostavno v enih takih dnevnih ritualih uporabljamo vsak dan, nam vse te stvari tudi lažje grejo čez, če se že zgodijo. Je pa tako, da seveda pri najmlajših logično so kot nepopisan list, tako da imunski sistem se mora graditi iz nič, veliko že te obrambe prejme najprej otroček z mamo preko njenega mleka in dojenja, tudi že v bistvu v maternici se je začelo vse to vzpostavljati, ampak vseeno pač tekom teh prvih let svojega življenja morajo iti čez nekaj takih osnovnih obolenj, zdaj govorimo tudi čisto o otroških boleznih, ki pač jih mora preboleti, zato da pač imunost pridobiva in tudi vsakokrat, ko se telo sreča z nekim zunanjim izzivom, pač je fajn, da je čim bolj v eni simbiozi, govorimo zdaj tako čisto v področju čustev, tako da ne bomo govorili samo o fizičnem telesu, pa v kakšnem stanju je, ampak absolutno je pomembno vse, kako pač naša čustva stojijo, kako naše fizično telo stoji in hkrati v bistvu tudi naš razum in da je pač vse skupaj, če se le da, v čim večji simbiozi. Kar se tiče prve stvari, ki sem jo želela danes tudi mogoče malo bolj izpostaviti, je to, da dejansko, ko mi pričnemo dan, tudi že pričnemo razmišljati o tem. In tudi zdaj vas bom popeljala v bistvu čez naše dnevne rituale, pa rituale vseh ljudi, ki so trenutno tudi že okrog mene in to se preizkušajo, zdaj seveda v 5 letih se jih je nabralo že kar precej več 100, tako da sem konstantno v stiku z njimi, imam tudi veliko povratnih informacij in večina res pričenja, zdaj govorim najprej o odraslih, svoj dan tako, da pač čisto iz tistega osnovnega paketa osnovnih 10 olj, ponavadi res pije kapljico hladno stiskanega eteričnega olja limone v kozarcu z vodo, in to ti da res eno tako energijo za čez dan, eno osvežitev in tudi konec koncev v bistvu na en tak prijeten način vnesemo ne samo vodo v telo, ker pač čez noč smo veliko vode izgubljali, tudi telo je pač imelo vklopljeno celotno regeneracijo in čistilne sisteme, naravne, tako da v bistvu že voda sama po sebi je super, pa tudi eterično olje limone je v bistvu zelo nežna stvar, ker je direktno tako, kot je v naravi, pač ker je hladno stiskano iz lupince limone, da imate predstavo 6 kapljic približno dobite iz lupine ene cele limone, tako da si znate predstavljati, kaj ena kapljica pol pomeni. In dejansko v bistvu se res naša jutra, vsaj pri meni in pri mojem, tako začenjajo, medtem ko tudi rada si vzamem zjutraj pač nekaj minut prej, preden se mi pač punci zbudita zase in se vprašam, kaj je tisti dan tisto, kar želim. Včasih pač, recimo včeraj se mi je zgodilo, da sem imela trebušno nelagodje, že zvečer sem čutila, da se mi nekaj škropota, tako sem se namazala recimo z osnovnim oljem iz desetke osnovne, to je recimo Zen Jest, in tudi zjutraj v bistvu je bila to prva stvar, ki me je poklicala, in v bistvu, če ne bi tega naredila, bi šel moj dan verjetno kar precej drugače. Tako da druga jutra pač rabim sem nekaj za sprostitev, ta tretja jutra mogoče rabim nekaj za poživitev, tako da v bistvu res sem zaradi olj začela sebe poslušati. Punci pa tudi, jaz jima dajem ponavadi kar na izbiro, ko se pač zjutraj zbudita, se oblačita, da tudi pač rečem, katere olje bi pa danes uporabila. Včasih se mi tudi zgodi, recimo metavilka mi pač že pove, in tudi ta mala, da pač danes pa ne bi nič namazala in v bistvu tudi oni dve se res učita poslušati svoje telo, in to mi je ful všeč, da dejansko absolutno imamo radi olja, to pa ne pomeni, da se z njimi polivamo, pač jih
porabljamo vsak dan, ampak res z enim takim razumom. No. Tako da pri nas največkrat pri puncah, ko pride do čustvenih stvari, zjutraj največkrat namažeta zdaj iste nove otroške kolekcije Steady. Zdaj ne vem, če se mene tudi vidi na kameri, zdaj le trenutno. Steady je v bistvu en tak olček, ki smo rečen kot en tak otroška varianta Balance ali pa Forgiva, če že poznate prej iz čustvenčkov. In super je, ker so vse te otroške rolon zadevce že rečene, tako da si namažete vse skupaj ponovadi kar lepo na zapestja ali pa si namažete na zatilje, tako da v bistvu druga jutra čutita, da rabita bolj stronger, to je ta rdeči iz otroške linije. To v bistvu so bili recimo, ki jih največkrat uporabljata pri nas, ampak res se mi zdi pravno, da otroke tudi učimo, ker v bistvu prej, dokler rol nismo imeli, seveda se nismo tega toliko sprašvali. No. Tako da se mi zdi, in pač tako kot rečeno, kakšne dneve pa pač tudi nič ne uporabljamo. Ne. Kar se tiče ostalih stvari, največkrat še na Scale V, ali pa praska po grlu, je pri nas vsekakor On Guard kolekcija. Zdaj v osnovnih 10 oljih dobite noter že dejansko čisto eterično olje, tako kot imate spodaj zraven flaške, Pri nas pa res najbolj, ko pride do neke take individualne uporabe, res pridejo prav roloni. Tudi meni so doterini super zaradi tega, ker pač kot prvo, če si svojega gorenjskega, kaj ne rečem, nazora gledam, sem šla zračunati, da dejansko je cena takšna, kot če bi si šla vse skupaj sama zmešati z baznim oljem kokosa. In super je zaradi tega tudi, ker ko se stvar porabi, pač samo tisto pod pokrovčkom dvignem, očistim s kakšnim kisom, pa palčko za ušesa in si v bistvu stvar lahko pripravim za reciklažo in si noter namešam lahko neko novo mešanico. Tako da v bistvu so mi doterini roloni res fajn in odkar jih imajo v tač kolekciji, ki je taka, ki je že rečena, res ne kupujem več rolonov drugje in tudi flaške so v bistvu zelo z debelega stekla, kar pomeni, če ti na tla pade, se zlepa ne razbije, kar si marsikatera prej se pač mije, ko sem kupovala zunanje. Tako da še ena fajna stvar od On Guard kolekcije za zjutraj, če jaz čutim, da me po grlu praska, so pač take granulce On Guard. Absolutno je naša stalnica zjutraj v kopalnici On Guard zobna pasta, je naravna belilna zobna pasta, ki tudi vsebuje On Guard mešanico in še nekaj ostalih olj, ki so pač dobrodelna, predvsem v smislu naše ustne votline. Potem pa imamo zjutraj tudi ritual in sicer jaz in punci zjutraj vzamemo naše vitaminčke, kar rade pač tako jim rečemo. In tudi takrat, ko na Scale V ali pa pač čutimo, da smo malo slabše v smislu moči ali pa nas kaj trebušnega, imamo kakšno trebušno nelagodje, takrat tudi probiotike vzamemo. Super je, ker je doTERRA v bistvu tu pripravila za nas, tako za ta male in za ta velike, uravnano, naravno, predvsem pa pač nekaj, kar je uravnano na dnevno potrebo, glede že na tisto povprečje, ki ga načeloma ali nek otrok ali pa odrasel, tudi najstnik, zaužije že z hrano. Tako da jaz jemljem na dnevni ravni in tudi res se pozna, ko pozabim, ker imam ful manj energije. Lifelong Vitality Pack, to so minerali, vitamini, omege in pa nekaj, kar daje moč tudi, bom rekla, celični vitalnosti, celičnemu motorju, kot mu rečemo, mitohondriju. Potem tudi v dnevih, ko čutim, da tudi recimo ena taka ženska stvar, ko vidim, da sem jim recimo malo porušilo ali da je stresno obdobje ali pa da sem mogoče malo slabše jedla, se meni takoj pozna pač na izločku. Če je malo bolj bel, takrat takoj vem, da se mi je pač flora dobrih bakterij porušila, tako da tudi takrat absolutno vsak dan zjutraj vzamem probiotik. Potem pa še ena stvar, ki me ful rešuje, ker pa če sicer dobim trebušna nelagodja, če pojem kaj, kar mi lih ne paše, tudi sploh, če je to obdobje, ko se ne morem izogniti, sploh na kakšnem potovanju, recimo to težje včasih kakšnim belim stvarem, pač če jih normalno količino jem, je okej, če pa pač lih kakšen dan pride, da imaš, ne vem, sendvič 2-3 na meniju, na kakšni poti, kot smo imeli zdaj recimo v Bolgariji, pa enostavno pač res me rešujejo fulencimi, pač to je zopet dobesedno posušena zmleta zelenjava, ki je v kapsulah in tudi sem ugotovila, da ful paše puncama, so ta velika, to se pravi, že kar poje, sva se naučila s koščkom banane, to me je Urša naučila, da pač dejansko res, če je treba, če je recimo
zbolela, pa je doma, se mi zdi, da je to taka super naravna podpora, ki vsa nelagodja ful olajša. No. Tako da takrat to zame, jaz pa v bistvu res bolj za te trebušne zadeve, tako da pa čisto odvisno, kje se vam nelagodja kažejo, ali je to na prebavilih ali na koži, meni se recimo bolj na koži in prebavilih. Moji punci pa pač dejansko res se mi zdi, da nekako vse lažejo potem. Kar se tiče juter, absolutno res se mi zdi ena taka lušna stvar, pač preden ostaneš, da narediš en ritual, potem kopalnica in tudi pred odhodom se vedno vprašamo, če rabimo kakšen parfumček, tako da takrat si potem največkrat punci namažeta kakšnega, oni dve rečeta bombonček, to je ta oranženi iz otroške kolekcije. Jaz si pa največkrat takrat recimo kakšen cheer oziroma touch cheer, ko grem od doma. Ko greste punci v vrtec, sicer tudi, če imate mogoče že večje otroke in greste v šolo, se mi zdi super, da mogoče najdejo svoje olje, ki jim koristi, mogoče, če rabijo več fokusa, več koncentracije, ali če pač imajo včasih stresno, ali če drugič rabijo samo nekaj za dvigant. Imate zdaj otroško kolekcijo in čustvenčki v otroški kolekciji so ful dobri, pač imate recimo Brave, to oranžnega, ali pa imate recimo tega vijoličnega, ki je Calmer za pomiriti. To se mi zdi recimo super osnova, lahko uporabljate klasična čustvenčka, kot sta recimo Balance pa Serenity, pač v namen, ki ga želite, ali pa se mi zdi najstniki, pa odrasli imamo pa ful radi dva iz teh Touch Emotional Aromatherapy in sicer vsem dišijo, to sta pa Motivate ali pa Cheer. Tako da se mi zdi tudi ena super stvar, oziroma če imate kakšno obdobje testov, študija še, tudi študenti, ali pa če ste vi še zopet mogoče stopili v študijske vode, se mi zdi pa velikokrat rabimo za pomiriti kakšen konzol ali pa pismo. Tako da res ful dobre stvari. In tudi kot rečeno, se mi zdi področje čustev recimo eno takšnih, kjer me dotera oziroma eterično olje res najbolj presenečajo v učinkih in kako v bistvu vse stvari stečejo drugače, ker se misli umirijo ali pa se mi pomirimo. Čez dan in v službi, jaz res vedno rečem, upam, da nas je čim več takih, ki delamo, kar ljubimo in ljubimo, kar delamo, ker pol vse steče drugače, ampak vseeno, če pride kakšno obdobje, ko rabiš malo več motivacije ali sprostitve ali osvežitve ali fokusa, je ful dobra stvar imeti difuzor v službi. Če pač tega mogoče tvoji sodelavci ne marajo, kakšni pač imajo res izostren vonj, pa jim vse ne paše, se mi zdi pa res ful dobra spet individualna uporaba teh čustvenih olj, ali pa za fokus že iz osnovnega paketa desetke, res poprova meta in vse variante, ali granule, ali touch, ali pa pač peppermint, lahko dihnete, lahko date na zatilje, si namažete in ful dobra alternativa kavi, to se pravi brez kofeina in naravna verzija, res za dvig energije, fokusa, tudi če imate fizično delo ali pa več športne aktivnosti, ali pa samo možgančki bolj dela, ful dobra stvar imajo tudi v Max. In sploh recimo, da vzamete dva, recimo z obrokom, tam okrog 10, vam povem, je čisto drugače, res speleš stvar do konca delovnika. Tako da res ful dobra stvar. Potem, predno gremo nazaj domov k svojim, se mi zdi, da je me eterika naučila, da si moramo vzeti čas zase. Jaz si vzamem, to je lahko minuta ali pa 5 minut, včasih pa to nam pomeni, da meditiram, tako kot tlele zgleda, ampak dejansko, da se usedem, se malo umirim, mogoče samo pač poslušam 1 minuto svoje vdihe in izdihe in globoko pač diham. Včasih, če imam zelo stresen dan, tudi pač, ne vem, kako ste vi, no, pač jaz dostikrat ful nehote prevzamem energije drugih nase, tako da sem se naučila to z vizualizacijo oziroma z enim ful hecnim nasvetom, ampak res učinkuje, no, pa če so to spravo nisem verjela, ampak ful pomaga. Sem šla dejansko, preden sem šla po tamale v vrtec pod tuš in sem si pač vizualizirala, kako pač čista voda odplakuje od mene vse, kar ni potrebno in sem pač res opazila tudi pri puncah, da sta čisto drugačni bili tisto popoldne, ko pa če sem jaz čisto stresirana pa šla po njih v vrtec. Tako da se mi zdi res, to je trenutek, pa je lahko res samo minuta, tudi če se vzamete, ne niti z olji, že tako, zase, pač tisto minutko, da res rečeš, izpusti, pač poskrbim zase, ali pa ne vem, da si rečem, ok, nekaj me je danes zagrabilo tlele v ramenih, pa kar letiš po tamale v vrtec, ki se mudi, vzamete si raj tistih 5 sekund, pa se mogoče za takšno nelagodje tenzije, recimo s pastensom namažite, ali pa mogoče kakšen balance za relaksirati, tako da lahko kombinirate absolutno tudi eteriko, ful lepo zraven in je res noro, ko po dnevi lahko grejo pa čisto drugače. Kar se tiče skupnega popoldanskega časa, seveda si vsi želimo in se trudimo, da smo čim več skupaj v zuniji,
da smo old school varianta, pač, kot smo včasih rekli, ne, padati po kolenih pa z dreves, ne, v smislu pač, da čim bolj z naravo živimo, da se nadihamo, da tudi mi sprostimo tistega otroka vse, pa ne. In tudi v bistvu takrat se včasih kaj zgodi, kakšno nelagodje ali pa, bom rekla, nepredvidena stvar, tako da tudi kakšno olje iz 10 osnovnih pride prav velikokrat za eno tako, ko ne rečem, za pač hitro pomoč ob nelagodjih. So pa res tudi čustvenčki, jaz vidim pri ta malih, ki imamo zdaj 3 pa 5 let stare, ne, včasih se tudi pač scukata, ker pač ljubosumje in te stvari in pol se pogovorimo, ampak dostikrat pa zdaj res tudi pomaga, da si pol, ne vem, če se res ne da, da pol vprašam že pa dobro, okej, a rabiš kakšno olje, ne? In pol včasih pač res pride do tega, ja, rabim unga pa unga, ne. Recimo moja prijateljica Lucija ima zdaj pri izpadih trme ful dobro izkušnjo, pač da ko pač ima njen sinček izpad trme, sta se naučila, da sta pač je zbrala olje, ki ga imata oba rada, in to je pač ta zeleni iz te lekarnice otroške, a ne, ta Steady, in da se pač ona in on po nosku namažeta s tem oljčkom in se jim pol ponoskata po iskimsko in je tako tista trma mimo, ker itak padeta pol v krohot in smeh in vse, ne. Tako da pač vsak od nas najde res en tak super, super način, no. Kar se tiče, jaz samo še eni punci pošljem link, ker vidim, da ji tudi ni uspelo noter. Evo, samo majčkan, da ga, če mi ga bo hotel kopirati. Ok, kopiram. Takole, upam, da bo zdaj šlo. Pa še tam noter dam, ker sigurno še kdo tega ni videl, kar sem Biljani poslala. Jaz res ne vem, se opravičujem, ampak ni mi jasno, kako pač načeloma te stvari res že par let uporabljamo in čisto vedno lepo steče. Samo pogledam, če sem v vseh grupah tole že dala, zato da ne bo slučajno še kakšne kdo žalosten. Ekola. Skratka, da res v bistvu tudi se učimo na nek način z olji, no, ravno zaradi tega psihološkega dela, ful več čuječnosti, pa ne toliko niti za okolje, ampak sebe, ne. Se mi zdi, da se res vračajo olja k sebi, no. Stvari, ki si jih mogoče že čisto pozabil opozvati. Potem, ko imamo ponavadi en tak, kaj ne rečem, brunch, a ne, ali pa oziroma kaj že, kočerja, ne, se reče bolj pri nas, to se pravi kosilo večerja, pri nas pozno kosilo, zgodna večerja. Takrat ponavadi midva vzameva svoj drugi del prehranski, kot ta mali dve oziroma punčki že zjutraj vzameta, tako da ni treba. Zdaj, če tudi veva, da bova zvečer imela malo več za delati, takrat rajško kavo pač vzameva majo tudi v Max in je res popolna razlika. S tem, da meni je bilo recimo ful dobro, da vsem, ko greš pa spat, a ne, če je to ob 11 pol, si še zmeraj pač vse naredil, možgančki so bili zbrani, dobro se počutiš, ampak ni pa tiste težave pol za zaspati, a ne, da ni pač, ne vem, v narekovajih Red Bull efekt. Pa tudi popoldan ful radi spuščamo v zrak preko difuzorja eterična olja citrusov oziroma v času sezonskih bolezni, zato da pač se res zavarujemo. Ponavadi, ko pridemo z vrtca, si gremo takoj v kopalnico, pač dejansko skoraj celo kolekcijo ga takrat uporabimo, si gremo umiti s to penico rokice, ta mali dve to ful obožujete, zaradi tega, ker pač je to pena in je to super, a ne. Pol midva pač vžgeva difuzor, zato da se dejansko ozračje, in tudi to je bilo v bistvu lepo dokazano tudi v raziskavi, v 80% razkuži vse patogene morebitne. Predvsem pa v bistvu, če bi karkoli nelagodja bilo, pri nama uporabljali granulce ali mogoče mehke kapsule Softgels, OnGuard, kot OnGuard je res super. Tle sem vam zraven še dala TerraGreens, no. TerraGreens, vam bom tako povedala, pač moje prijateljice to uporabljajo tiste dneve, ko vidijo, da otrok noče nobene zelenjave pojesti. In pač takrat uporabimo vsaka od nas svoj način, ene pač delajo smutije, oziroma mi delamo smutije, ene to skrivajo v štrudel, ene to stresajo v juho od otroka, ki je pač sicer oranžne barve, ampak pač ali pa ne vem, druge pa to zraven stresajo, ker to je posušena zmleta zelenjava, ki pač res je naravna, to absolutno ne, in je v bistvu en tak nadomestek za takrat, ko pač veš, da otrok nekaj rabi, pa ni tega dobil s hrano oziroma ni hotel zaužiti, a ne. Stvar je v bistvu dokaj okusna in se res lahko kamuflira povsod, a ne. Recimo Tjaša, vem, da je v štrudlu svojemu pač skozi skrivala to, ne, not med jabolka. Jaz pa v bistvu sem ful vesela, sem ta male naučila pač, da tudi zjutraj, če vidim malo rumenega smrkla, ob tistih dnevih res naredim smuti, včasih z banano, včasih pa tudi z ničemer, samo z vodo, in zdaj tudi pač oni dve mi pomagata pripravljati in je pol stvar zabavna in si naredimo štamprle, a ne, in pač vsaka svojega rukne in je pač stvar čisto zabavna, no. Tako da
pač to vem, da poskrbi za njo tudi takrat, ko sta malo že v bistvu, kaj ne rečem, ko imunski sistem popušča, ne? Tako da tudi na tak način v bistvu ful dvigujemo. Pol pa v bistvu tudi za naš dom, no, jaz sem ful hvaležna do Teri, ker pač res sem se naučila še bolj paziti, že sodo, bikarbon ali pa alkoholni, ki smo prej uporabljali, ampak res z eteričnimi olji, sploh citrusom, kot je limona iz osnovne desetke in nekaj ostalimi. Eteričnimi olji praktično lahko izdelamo vse, ne, očistil naravnih, pa te ni strah, če imaš otroka, ki se plaz, da bo karkoli nezdravega ali pa toksičnega dal v usta, ker čistila sintetična so velikokrat res toksična. Potem vem, da dobro skrbimo za dihala s tem, sploh mi, ki smo malo bolj občutljivi na dihalih, pa predvsem v bistvu je res celotna kolekcija On Guard lele še kako dobrodošla. Jaz sem ful vesela, da so naredili dejansko toliko stvari in moram reči tudi ta detergent za pranje perila, ki je koncentriran in čistilni koncentrat sta fantastična. No. Pa tukaj je še ta pena za umivanje roka, ne, ki razkužuje. Tako da res v bistvu recepti, tudi če se boste kaj sami lotevali, so sila enostavni, res enostavni, tako da v bistvu vam zelo priporočam, pa hkrati tudi v bistvu ne pozabimo, da že sam z difuziranjem res tudi čistimo zrak patogenov. Če se lotevamo vadbe, pa imamo včasih po 30. hitro lahko kakšna nelagodja ali nas kaj uščipne, je meni res fajn priročna kolekcija Diblum. Jaz imam rajš olje, moj ima rajš kremo, po mojem, zato ker je že razrečena in pripravljena. Potem imam jaz tudi rada aromatač, ki se mi zdi, da res popolnoma sprosti tkivo, sploh če sem malo bolj napet. Tako da v bistvu lahko vse stvari počnem, tudi če me zjutraj mogoče tako nekaj uštikala, da nisem mogla skoraj da ne ostati iz pose, ampak dejansko res usproti vse te stvari, pač ta nelagodja omilimo. In je res fajn, ker se spomnim mogoče 10 let nazaj, ker me je pa nekaj uščipnili in se nisem mogla, ali pa, ker me je klima, recimo, ko sem bila še turistična vodnica, napihala nek sred, ene puščave, pač je bilo ful vroče, zunaj pa so noter so pa v avtomobilih klimo nabijali, pač hitro ali stegnali, nekam me je napihali, če bi jaz takrat imela Diblum, mislim, super bilo za vsa takšna nelagodja, no. Tako da res super stvar. Tudi smartence si lahko pijete v steklenički svoje ali pa karkoli, zato da res še podprete malo svoje naravne čistilne organe in sisteme v telesu, da tudi potem skrbite na dnevni ravni za svoje telo, tudi z tega vidika. Kar se tiče sproščanja ali pa če imate radi kakšno, mi imamo rade otroško jogo, zdaj čez poletje manj, ker smo itak zunaj več, ampak pol, recimo na zimo, imamo to ful radi. Kar se tiče tega gibanja, si mi vedno prilagodimo po svoje, tako da nismo lih čisto polnih, kaj ne rečem, šimlih. Imamo tudi svojo izbrano joga učiteljico, ki jo pač najdemo online, in v bistvu je super, da se v takem trenutku vedno tudi pač punce sta se že navadile, da pač mami itak vzame oljček, ki je trenutno paše, one dve pa tudi povonjata, kaj ima nosek, takrat reče in pač uporabita. Tako da se res s takimi drobnimi ritualčki tudi oni dve učita tega lepega sproščanja. Zdaj v bistvu danes vam res nisem toliko veliko stvari pripravila, ker sem res hotela vam bolj pokazati, kako jaz in vsi, ki jih poznam, gremo čez dan in kako skrbimo zase. Pač dejansko vidite, da pač skrbimo za vsa področja in seveda lep zaključek mora biti tudi na koncu dneva, to se pravi, ko govorimo o večerni rutini in tudi o spancu. Dober spanc je res boljši kot žganca, in včasih res marsikatero nelagodje ali srce. Kar se tiče samih eteričnih olj, ki jih zvečer uporabljamo, res velikokrat ostajamo še pri tej osnovni desetki, če rabimo kaj za pomiriti, za vsivka, če rabimo obluni upgrade nelagodi pri nespečnosti, je to Serenity, za navajo celo kapsule, so res ful fajne, zjutraj si kar rožca, tako ne moreš verjeti, in to, če po noči se zbudiš, si tako kar bolj, ne vem, Pač nisem si podobna v smislu, da sem presenečena, da sem to jaz, ker sem ful bolj umirjena, če se kera mi zbudi, ali pa da me kliče ga ponovati, okej, kjera, Tako Serenity kapsula mi je pa stvar čist taka, zgodila se je, super, noč gremo poštima, deklica, ja te pokrijem, vse je v redu. Skratka, sem tudi jaz bolj umirjena. Tudi najino skupno najljubše večerno olje je Peace, ful ga imava oba dva rada. Moj je to tudi najljubši, kaj ne rečem, moški parfum in tudi meni se zdi, da mu ful paše, Potem zelo rade uporabljamo s puncami cvet divje pomaranče, torej neroli. Za pomirjanje nanašamo večinoma oljčka rečena, če imamo čista, zrečemo s kokosovim oljem na podplatke, pa hrbteničko, pa včasih tudi tlele na prsni del. Potem, če imamo pa te tače že pripravljene, pa na isti način uporabimo, ker je itak že zrečeno, ne rabimo rečeti.
Tudi včasih, če imamo nelagodje pri dihalih, super pride zvečer Zdaj, če pač kaj dražečega nelagodja pri dihalih, uporabljamo sivko pa frenki, da tisto pomirimo, ta čas, ko ležimo oziroma ko spimo. Tako da v bistvu je res, kot da imaš skozi, tako kot že pogosto ponavljam, da imaš pri sebi eno super orodje, ki pač te popelje čez dan lahko čisto v enem drugem čovnu. Tako da res jadra laufajo kot po maslu. Kar se tiče še naslednjega, tudi hočem, da mogoče pomislite, kateri tedenski ritual vam še manjka, da bi mogoče še bolj podprli sebe. Tukaj bom končala z eno mislijo, ki je vezana na en angleški stavek, bom kar v angleščini pustila. Happy wife, happy life. In res, pač, kar me zadnja leta učijo Olja, je, da pač itak moram najprej poskrbeti zase. To je skoraj tako, kot na letalu, bi rekla Tjaša, ki je treba najprej za sebe, tisto masko gor dati, če se karkoli zgodi, da pa lahko še drugim pomagaš. In tle je v bistvu zelo podobno. Se mi zdi, da res razmišljam o tem skozi, kako lahko sebe podprem, vsak dan še kakšen ritualček več upeljem v svoje življenje, v smislu skrbi zase, nege telesa, nege duše, nege razuma konec koncev. In tle so res čustvena olja in tudi priznam, jaz včasih si sposodam tudi kakšno otroško čustveno olje, so v bistvu super rešitev. Tako da danes malo krajši webinar. Jaz se opravičujem, ker spet nekako smo s tem dostopom imeli težave, ampak zdaj smo gor. Me pa zanima, če ima še kdo od prisotnih kakšno vprašanje. Tako da se lahko zdaj odmutate, oziroma vam jaz, evo, Biljana, pa Mateja vaju odmutam, pa če imate še kakšno vprašanje, mogoče, ali pa bi rade kaj podelile z nami. Obe lahko govorita zdaj, tako da se vam vseh sliši. Če bo pa še kdo, mogoče, ki bo gledal posnetek, mi vprašanje, pač ga bom tudi naložila na YouTube, pa lahko tudi mi vprašanje ali v skupini postavite, ali na Instagramu, ali pač tudi na konec koncev na YouTubeu. Tako da, če boste imeli kakšno vprašanje, ali pa boste rabili še kak nasvet. Tako da hvala vsem, ko ste bili z nami, predvsem pa lep popoldan, pa lep večer tudi vam vsem še naprej.